10. Ponesrečen poskus enega izmed pismoukov in enega izmed starešin ubraniti glavnega svečenika in mu priboriti veljavo. Sodnik priloži zasedanje na naslednji dan. Deček Jezus in Simon kot Rimljanova nočna gosta v gostišču. Glavni svečenik pa je naredil zaradi tega branja zelo nataknjen obraz. Jaz pa sem dejal, torej ti nadvse bogoslovno učeni glavar templja, mar nisem s tem podal najočitnejši dokaz, da, če je tisto, kar sem ti poprej govoril, res nesmisel, kar pa ni, ste vi sami tvorci in trosilci nesmisla. Če pa sem s tem lagal, me lahko za mojo predrznost takoj počiš po zobeh. To pa bo zate težko, kajti to, kar stoji zapisano v vašem verskem učbeniku za ljudstvo, ti je nemogoče razglasiti za nesmisel. Sedaj pa bi rad slišal vzrok, zakaj si to poprej izjavil. Govoril sem, sedaj govori ti. Glavni svečenik je imel na obrazu smešen izraz in je bil očividno v veliki zadregi za odgovor. Vendar se je hitro dvignil nek drug pismouk in dejal, njegovo visoko spoštovano gospodstvo so te s tem samo prav zasoljeno preizkušali in so hoteli iz tega razbrati, ali verski učbenik za ljudstvo dobro poznaš, ker si ga uporabil v prid tvoji zadevi. Daj to v nemar in govoriva raje o nečem popolnoma drugem, kajti iz tega prepira, ki veje sem in tja na koncu le ne bo nobenega zaključka. Povedal sem, glej no, kako pameten bi rad bil, če bi le zmogel. Rad bi pomagal glavnemu svečeniku iz gnojnice, v katero se je sam prekucnil in tičil v njej čez ušesa in oči, vendar sedaj to ni več možno. Prav dobro vem, da mi ne bo navedel vzroka, zakaj je dejal, da je to pri meni nesmisel, to, kar bi on kot vrhovni svečenik najprej moral vedeti, kot zapisano v verskem učbeniku za ljudstvo, pred vsakogar očmi. Ker pa v tem ni vedel, je to imenoval nesmisel in pri tem je obenem vrhovni svečenik, pismouk in starešina. Pomembno v zadevi je samo to, kako lahko nekdo dan danes postane in je vrhovni svečenik, domišljujoč si, da je izpolnjen z Božjim duhom, pri čemer Božje besede ne pozna niti od zunaj. Ali nista zapoved in običaj, da mora vsak najvišji svečenik, ki sedi na Mojzesovem in Aronovem stolu, popolnoma poznati pismo v vseh njegovih delih in dati vsakomur, ki v karkoli dvomi, popoln odgovor? Kakšen odgovor pa more dati ta, ki ne pozna niti zelo izčrpno napisanega besedila verskega učbenika za ljudstvo? In v posmeh in pravično jezo za resnega in gorečega Juda iz lastne neseznanjenosti imenuje nesmisel to, kar mora vedeti vsak judovski deček iz ljudskega verskega učbenika. Ker ga drugače nek pošten gospodar ne sprejme v rokodelski uk. Tedaj me je opomnil nek drug starešina, naj se dobro zavedam, kdo in kaj je glavni svečenik. Jaz pa sem mu odvrnil, ako govorim polno je reso, kako lahko z njo užalim sploh kdaj za resnega človeka? Sami povejte, mar to, kar tukaj govorim, ni zapisano v Mojzesovem oznanjenju in ali ni s to zadevo tako, kakor jasno kaže vsebina sama. Nažalost, ljudje rojeni v uglednih razmerah ne napredujejo v odvisnosti od svojega duhovnega bogatstva, ampak v razmerju do njihovih posvetnih bogatij v največje urade, kjer postanejo običajno duhovno še revnejše, zato pa posvetno toliko bogatejši. Vendar povejte sami, ali je takšen način pred Bogom pravičen?
Ja, potem je celo zelo lahko razumljivo, da nekdo le s težavo dobi pojasnilo o prihodu obljubljenega mesije. Ko pa so tisti, ki bi naprej in na prvem mestu morali po svoji dolžnosti o tem nekaj vedeti, nevedni v pismu kot ljudje, ki o obstoju nekega pisma, izhajajočemu iz Božjega duha preko Mojzesa in drugih prorokov, ne vedo nič, ob temu pa sedijo zelo visoko in na široko na Mojzesovem in prorokov stolu. Sami vedo o Bogu ali njegovi besedi malo ali nič in še manj o živi besedi Jehove v ljudeh, po kateri naj bi le ti postali bogovi v skladu z osnovnimi nauki za poučevanje ljudstva, katere so sami oblikovali. Kaj meniš ti, rimski sodnik, kot ajd k takšnemu stvarem in razmeram? Sodnik je dejal: prav vsem ti moram dati prav, kaj ti tukaj med zidovi in v tej odmaknjeni dvorani smeš govoriti, kakor ti je jezik zrasel. Ampak takole javno pred ljudstvom pa bi bilo nekaj takega seveda neolikano in celo neprimerno, kar pa tudi ne boš storil. Saj si za kaj takega prepameten in znaš za ta čas še predobro predvideti hude posledice iz takšnega ravnanja. Sedaj pa pojdimo na večerjo. Ti in Simon sta danes in jutri moja gosta, nato je sodnik zaključil: zasedanje in ga sklical ponovno za naslednji dan. V bližini templa pa je bilo veliko gostišče, kjer smo pojedli dobro večerjo in se hitro podali počivati. To gostišče pa je bilo last templa in v njemu so stregli tempeljski služabniki. Kdor izmed popotnikov je ostal v tej ostaji, temu se je štelo, kakor da bi ostal neposredno v samem templju. Ljudje so sicer lahko ostali tudi v templju, zato pa so morali plačati dvojno ceno in so dobili v užitek samo kruh in vodo. Če se je kasneje glasilo, da sem bil 3 dni dolgo v templju, je šteti tempeljsko ostajo z njim. K njim. Mi trije pa smo se imeli v ostaji prav dobro, vsak izmed nas je dobro spal.